Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Bom začel kar tamle, ko smo tudi mi začeli dejansko pri mostu. Videli ste most čez Savo na Ljubljanski cesti. Po dolgih mukah in slabemu vremenu in potem tudi odločitvi, da razširimo tudi Savsko cesto, tako da se lahko dva tovornjaka srečata, smo to investicijo pripeljali do konca. Cirka 3 milijone je bila vrednost, od tega smo dobili 800 tisoč evrov sofinanciranja strani države. Zdaj pa naslednji most je pa to, kar ste videli, kar je Mojani, to se pravi most čez Savo pri Planiki, ki je tudi pogoj za to, da bo stanovanjski sklad zgradil tam neprofitna stanovanja. Mi smo dejansko, kot ste videli, z uvedbo del že začeli. Planiramo v januarju dela v sami Savi. Tukaj so nam šli na roko ribiška družina, ker so nam dovolili, da delamo tudi v času, ko dela v Savi niso dovoljena zaradi Zavod za ribištvo, tudi evo mi je župan, on se pogaja. Podžupan. Gospod podžupan. Sem že preskočil. Me malo svetuje, tako da januarja začnemo, če bo sreča, če ne bo kakšnih velikih spet nalivov in podobnega, novembra bi ta most lahko odprli in potem seveda se bo začela tudi gradnja, pa tudi stanovanj. Mi bomo pa tudi celotno rekonstrukcijo Savske ceste naredili, tako da bo ta desni breg Save od Zarice, Drulovke pa naprej do Mavčič seveda bližje Kranju. Nov most ste videli, kot je bilo rečeno, 1,5 metra višji, 10 metrov širok, 10 metrov pa pol širši, tako. Dvosmerni promet bo, kolesarka bo, prehod za, pešci bodo. Vrednost je 9 milijonov, firma, ki bo delala, je ta domača firma GGD, ker so bili v bistvu najcenejši na razpisu. Bom pa tako rekel, tam se bo gradila soseska 270 stanovanj, tako da bomo to degradirano področje počasi dvignili na nek ta prav nivo. Zdaj, potem, če se vrnem tam Nebraneta, vidim Blajvajsov park, cirka 7500 kvadratnih metrov je največji park v mestu. Podrli smo, kot ste videli, ta bivši vrtec, zdaj pa, ko delamo tam cesto na Jošta, ta Pševska cesta, obvoznica, tisto ta fino zemljo bomo tam gor navozili, zato da bomo dejansko uporabili in prehranili določene sredstva za to, da tisto luknjo, kjer je bil ta vrtec, zakrijemo. Kaj smo še dobili? Dobili smo pravnomočno dovoljenje za nov dom za starejše na Zlatem polju. Tam je plan, država ga ima tudi v NRP-ju, za 150 oseb, od tega bo poseben oddelek za dementne starejše osebe. Potem, kar se šol tiče, osnovna šola Helene Puhar je tista, ki jo bomo dogradili. Zdaj dela računamo, da se bo dokončala do konca tega šolskega leta, oziroma tako bom rekel, da bo uporabno dovoljenje do začetka šolskega leta. Tam vemo, da v bistvu se z ostalimi, predvsem okoliškimi občinami, dogovarjamo za sofinanciranje. Župani, moram priznati, da so vsi pripravljeni to sofinancirati. Imamo pa seveda problem v zakonu, ki tega še ne predvideva, ampak smo tudi na državi to zadevo sprožili, tako da računam, da se bo zadeva do uporabnega dovoljenja rešila. Druga zadeva je pa nekdanja trgovska šola, ki bo podružnična šola Jakoba Aljaža. Tudi tam čakamo v bistvu končano bo to do maja. Tak je načrt, da z novim šolskim letom bo podružnična šola Jakoba Aljaža tukaj začela delovati. Dobra novica je tudi to, da imamo pravnomočno gradbeno dovoljenje za podružnično šolo Franceta Prešerna na Kokrici, tam en del vrtca in del osnovne šole, tako da
bomo še letos verjetno objavili razpis za izvajalca, za izbiro izvajalca teh del, in jaz računam, da v roku 2 let, se pravi tam do leta 2026, da bo vse to končano. Potem imamo malo o cestah, lahko povem, zdaj videli ste, da smo uredili priključek na to regionalno cesto Kranj-Šenčur. 600 metrov ceste smo zgradili proti novi poslovni coni Hrastje. Ta investicija je koštala cirka 800 000 evrov. Zdaj pa, kot veste, smo uspeli z razpisom za poslovno cono Hrastje za infrastrukturo, tako da zdaj prejeli smo samo eno ponudbo, ki je bila v bistvu, tako rečem, v istem cenovnem razredu, kot je bilo prvi razpis, ko smo ga razveljavili, kar smo zelo, zelo zadovoljni. Vidimo torej, da cene gradbenih del padajo. Zdaj imamo trenutno to ponudbo v pregledu in jaz računam, da takoj drugo leto bi lahko začeli z gradnjo komunalne pa cestne infrastrukture za to poslovno cono. Začeli smo tudi 2 dela, in sicer 2 dela takih večjih cestnih del. Eno je Breg ob Savi in pa Mavčiče. Tam so se dela že začela, tistem gozdičku. Zdaj to se pravi med Bregom in pa jamo, cirka 800 000 so vredna ta dela, računamo tudi, da bomo do začetka poletja tam dela končan. Druga zadeva je pa prestavitev Pševske ceste, tisto ozek del, ki je bil vedno problematičen, no tudi tam so dela se začela, in tam je tudi ta vrednost cirka 850 000 evrov. Dobra novica tudi, kar se tiče cest, je druga faza izgradnje kanalizacije na Rupi. To smo že končali, to je bilo cirka 300 000 evrov, zdaj letos oziroma drugo leto, ko bo spet ugodno vreme, bomo pa še zadnjo fazo dokončali. Dela so se prejšnji teden začela tudi tam blizu toplarne. Veste, da bomo med toplarno in pa Supernovo naredili pač krožišče in pa potem povezavo od toplarne ali pa obratno do Supernove. Trenutno se gradi javno parkirišče za bloke, zato da bomo potem tukaj parkirišče umaknili in naredili to povezavo. Bo pa cirka 52 parkirišča, ne se mi zdi, da bo 52 parkirišč, 62. Ja, še za električno pa za invalide. Videli ste tudi, da smo začeli z deli za parkirišče za Huje. Tam je trenutno 144 parkirišč, to majhno, da tako rečem, sanacijo. Jih bomo dobili dodatnih 39, to pomeni, da jih bomo na koncu, ko bo vse to narejen, zdaj trenutno bo skupaj 183 parkirišč. Kar se tiče samih poplav, smo ta vdor samo sanirali proti Joštu, naredili tudi ta nov manjši most v Besnici, tisti pa, ki ste zdaj kaj na Ovčana hodili, ste videli, da se je v bistvu struga Kokre in pa Ruposce zelo sanirala. Mislim, da danes zaključujejo tam dela, tako kar je bilo obljubljeno tudi strani direkcije za vode, da bo ta zadeva končana. Veliko se je govorilo o stanovanjih, ta cifra je res fascinantna, 1000 novih stanovanj, tako kot mi pravijo, da že dolg časa teh žerjavov ni bilo po Kranju. Eno sem zelo zadovoljen, da nam je uspel, tukaj gre pač za privat kapital, ampak vemo, da moramo najprej dobiti zaupanje, da potem vlagajo v Kranj. No in prav gotovo velik premik, ta dokončen premik je bil narejen s tem samskim domom v Stražišču. Vemo, da je bilo kar problemov z lastniki, no, ampak to nam je uspelo se na parih sestankih dogovoriti in danes imamo en tak lep objekt v Stražišču. Potem videli ste Zlatopolje, to se pravi, se dokončuje, kot veste, bo to Žitna ulica, tako da drugo leto se predvidevajo prve selitve maja, isto pa tudi Kranjska Iskrica in pa, kot sem že prej omenil, neprofitna stanovanja ob
Savi. Potem tukaj imam še malo moram pomnika imeti zdravstvo. Odprli smo nove ambulante v prostorih, ker je bila prej očesna privatna ambulanta. To je pač, tako rečem, sam kaplja v morje, kajti zdravstvo res potrebuje ogromno enega prostora, iščemo tudi po samem Kranju. Rešitev bo prav gotovo v tem javno-zasebnem partnerstvu in pa gradnji 3 stolpičev oziroma tako imenovanih severnih vrat. Tako da tam res skupaj z državo, predvsem z Ministrstvom za infrastrukturo, ker gre za dve republiški cesti, hitimo s tem, da dejansko bi tam zdeli čim prej lahko začeli. Celotna investicija je tam vredna cirka 30 milijonov, naš del je malo manj kot 10 milijonov. Imamo pa za to in pa tudi zdravstveni dom pripravljen denar in pa tudi, kot veste, smo strani Ministrstva za zdravstvo dobili 80 evrov po glavi prebivalca, tako da bomo z tega denarja naredili ta nov modern zdravstveni center, če ga tako lahko rečemo. Zdaj, regijska bolnišnica, o tem bilo veliko govora, mi trije smo bili prejšnji teden na UNKIZ, zapravo Urad za nadzor in kakovost in investicije v zdravstvu, predstavili svoj pogled, predstavili predvsem, kaj menimo, da je prednost Kranja kot regijskega središča, tako da jaz resnično računam, no, da bomo v tej borbi uspeli, ker bi želeli ne samo Kranjčanom pa Kranjčankam, ampak tudi celotni Gorenjski in pa mogoče temu severnemu delu osrednje Slovenije ponuditi to lokacijo kot najboljšo možno rešitev za čim večje število ljudi. Omenil bi še to, da smo, kot ste videli, v tej člani, da tako rečem, misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest, da smo eni med prvimi, ki smo prejeli znak misije EU, da smo pripravili res uspešen, predvsem pa to se pravi uresničljiv načrt za pač ta podnebni prehod do leta 2030. Do tega pametnega mesta pa te podnebne pogodbe smo prišli z res dobro pripravljenim načrtom in pa tudi z nekaterimi takimi stvarmi, ki so zanimive tudi za vse ostale. Jaz bi tukaj še enkrat omenil ta CEKR, mestno plačilno kartico, kakorkoli, ki je in plačilna in identifikacijska, ki je brezplačna za vse občane. Ima dostop zdaj do kar nekaterih storitev, že kar veliko storitev, to se pravi avtobusni prevoz, kot ste videli, normalno deluje, gre na fair pricingu, to se pravi 1 evro na dan, kolikor voženj naredite, pa 10 voženj na mesec za 10 evrov, 10 plus, to se pravi 11 naprej je že brezplačno všteto ta fair pricing. Potem lahko se izposodite kolo in pa zdaj po ta novem tudi v knjižnici lahko upravljate v bistvu vse aktivnosti, ko rešimo še seveda polno teh administrativnih problemov, da bo tudi knjižnica izdajala te kartice, potem mislim, da bo pa ta kartica mnogo bolj dostopna za vse naše občane. Potem drugo leto začeli smo že postavljati električne elektrarne pa energetske sanacije, no tu imamo zdaj 2 velika razpisa v prihodnem letu 2025, najprej postavitev sončnih elektrarn pa drugih ukrepov za energetsko učinkovitost oziroma neodvisnost, to kar tudi država preko zakona uveljavlja. Tukaj je vrednost cirka 7,5 milijonov. Gre večinoma za sofinancerska sredstva, s katerim bi se na daljši rok bi zagotovili dejansko fiksno ceno električne energije. Potem imamo, kar se tega še tiče, so pa seveda vse energetske sanacije objektov, to je zdaj 3. faza že in tukaj planiramo
pridobiti za 4,4 milijone sofinancerskih sredstev. Zdaj, če malo teh sofinanciranja povem, zaključili smo prejšnjo finančno perspektivo, porabili ves denar, cirka 20 milijonov, dobrih 20 milijonov je bilo teh sredstev. Za to finančno perspektivo do leta 2027 imamo pa 24 milijonov pa pol sredstev. Mogoče bi se zdaj malo dotaknili, kaj vse bi za ta denar naredili. Mogoče še prej tukaj veliko vprašanje za občinski prostorski načrt, to se pravi OPN4 gre za dopolnitve pa spremembe novega občinskega prostorskega načrta. Vemo, da smo lani imeli prvo tako javno razgrnitev, obljubili smo, da bomo še enkrat jo imeli, zdaj smo več ali manj dobili že vsa soglasja vseh soglasodajalcev, tako da računam, da imamo še nekaj pogajano. To moram priznati, da bi drugo leto v prvi polovici šli v javno razgrnitev, tako da več bomo pa seveda ljudi sproti obveščali, zato ker je to ena takih tem, ki jih zelo, zelo zanima. Nadaljujemo participativni proračun, dvoletnega, kot veste, imamo zato, da bo lažja realizacija, da bomo lahko da krajevne skupnosti realizirale večje projekte. 1 250 000 evrov je namenjenih za ta namen v 2 letih. Tudi seveda zraven bo še ta 8. člen, podobna številka je, tako da to, kar je večkrat poudarjeno tudi strani krajevnih skupnosti, da so zopet dobili dejansko veljavo in da odločajo o delni porabi proračuna. Veliko smo tudi za gasilce naredili, najbolj odmevno je seveda nakup cisterne za gasilsko društvo, prostovoljno gasilsko društvo Primskovo, dobrih 300 000 evrov smo za to vložili. Imamo pa v bistvu v zaključni fazi tudi dobavo gasilskega vozila s cisterno za poklicne gasilce, tam je pa vrednost malo večja, 516 000. Urediti moramo pa tudi nova vrata, to je bilo ravno včeraj dogovorjeno, vsa ta vrata na seji mestnega sveta. Veliko se posvečamo mednarodnemu sodelovanju, odpiramo se pač proti svetu, omogočamo predvsem našim dijakom, študentom pa tudi osnovnošolcem sodelovanja z mednarodno izkušnjo, tako rečem. Zelo lepo se je prijel dan mednarodnega povezovanja, zdaj imamo tudi na obisku pobrateno mesto Sento, ker tudi oni organizirajo to levinsko pot in jih zanima, kako mi to organiziramo, ker se pač sliši, da je to ena od res odličnih prireditev. No in ta dan mednarodnega povezovanja je letos res zelo, zelo uspel. Kot veste, vključili smo osnovno šole pa naše kuharske mojstre, ki so pripravili jedi pobratenih mest, tako da je bilo to res zelo na mestu. Vedeli ste tudi, da smo letos začeli z izmenjavo z Lasjotajem, ki je prvo pobrateno mesto bilo, po katerem tudi nosi tale park ime, ker imamo to Alejo Prešernovih sodobnikov, no in letos mi je prišel odpret kip Petofija, madžarskega pesnika, tudi sam predsednik Poljske. Kako? Drug kip je bil, ne Petofij. Ja, Petofij Mađar, pardon, Mickijevič, joj se opravičujem, Petofij je bil ta zadnji, bil Petofij, tako da, evo. Zdaj, ta velike investicije, no, kaj se je zgodilo, kaj se bo zgodilo v prihodnjem letu, ne? Rekli smo, celotna rekonstrukcija, ureditev Savske ceste, tam trenutno za drugo leto imamo v načrtu 3 25 000, kanalizacija iz Golnika, vemo, da bomo dobili nove bolnišnične prostore, gre res za privat kapital, ampak tudi računam, da bo na Golniku v okviru te splošne bolnice. Klinika Golnik, da bo tudi prišlo do razširitve, kot vem, da na tem zelo veliko delajo, zato je nujno, da potegnemo kanalizacijo iz Golnika do Mlake, kjer smo pred parimi leti zaključili ta Gorki 2. Potem
Za ta prostor, ki sem prej omenil, Severna vrata, to se pravi med Blajvajsovo pa Kidričevo cesto, planiramo za 2,7 milijona evrov investicij. Tam bo potreben tudi ta nov vodovod, kanalizacija, ureditev ceste, skratka res ta del Kranja, potem pa še z domom za starejše in pa tam novimi bloki bo res dobil čist novo obliko. Hraste sem že omenil, prihodnje leto cirka 4,6 milijonov investicije v letu 2025 za gradnjo infrastrukturne pa cestne komunikacije. Potem zelo dobra stvar je, da smo vrnili v proračun gradnjo vrtca Sonček, 7-oddelčnega. Tukaj smo trenutno skupaj z arhitektom na tem, da določene zadeve pač najdemo možnosti, da malo ekonomsko naredimo. 5,7 milijonov, torej iz 8 milijonov smo prišli na 5,7 milijonov, kar je super, ker vemo, da bomo tukaj dobili tudi evropska sredstva v obliki CTN-ja, 4 milijone pa pol, ne gre za tukaj le noter. Šolska zobna ambulanta v Predosljah, bi bilo dobro, da jo naredimo, to imamo tudi v planu. Tam imamo tudi gradbenega, ja, potem, kot sem rekel, že gasilska vozila, dolgotrajna oskrba na domu, tam smo 100 000 v tem novem proračunu planirali. Tukaj se dogovarjamo z direktorico doma za starejše v Kranju, tako da s 1.7. moramo to štartati. Je kar zahtevna zadeva, ampak imamo dobro ekipo, tako da bomo zadevo rešili. Potem imamo še razne manjše investicije, športne, kot sem rekel, v Stražišču. Videli ste, da smo lepo dokončali en lep tak športni park, je Stražišče dobil. Otroško igrišče, ja. Tudi tuno stavbo obnavljamo, kjer ima sedež nogometni klub, pa kolesarski klub. No, in pa letos smo zdaj spet, že imamo ga, ampak za naslednje leto bomo vključili tudi gradnjo nadhoda pri Tušu. Sploh, ko bo ta cona zaživela, se mi zdi, da bo zelo uporabna stvar, predvsem za tiste, ki živijo na planini, ker vemo, koliko nevarno je tam prečkati ceste. Kot ste videli včeraj, 115 milijonov predvidevamo proračunskih odhodkov, 94 milijonov pa odhodkov, sem rekel, ja, 95 pa prihodkov, torej bo potrebna zadolžitev. Kranj je še vedno med manj zadolženimi občinami. Zdaj, jaz imam podatek, če bi se za leto zadolžili za tistih 15 milijonov, pa se ne bomo, trenutno je dobre 3 milijone, bi bila ta zadolžitev 778 evrov na prebivalca, kar je v primerjavi z ostalimi mestnimi občinami zelo, zelo nizko. Tako da imamo kar še nekaj potencijala, da se zadolžimo, predvsem pa tudi računamo, da bomo v pogajanjih naslednje leto še uspešnejši za večjo, če ne povprečnino, pa saj tisti del, ki je namenjen občinam, ki imajo dejansko več zakonsko predpisanih odhodkov, kot je iz tega naslova prihodkov.